Vsi vemo, da so najbolj povedne, najbolj resnične in najbolj prepričujoče osebne zgodbe. Lahko poslušamo o določenih boleznih, o izzivih na področju medicine, toda ko se srečamo z vprašanjem redke bolezni, pravzaprav pogosto ostanemo brez besed. Težko se vživimo v izkušnjo nekoga, ki je postavljen pred takšno preizkušnjo v življenju. Zato bi vas vprašala, kaj je vam prinesla ta izkušnja, kako se vam je uspelo spoprijeti z njo in kako vam je uspelo najti tiste izzive, tisto notranjo moč, ki vam dela življenje lepo. Ja, redke bolezni so zelo različne. Različno posežejo v življenje posameznika, pa tudi njegovih svojcev. Veliko teh bolezni se običajno pokaže že v otroštvu, torej zaznamujejo celotno družino, ne samo življenje tega posameznika. Kakšen je pa vpliv te bolezni, je pa seveda zelo odvisno od simptomov, od posledic, ki jih bolezen povzroča. Nekatere so res zahtevne, nekatere malo manj. Je pa to naše življenje. To je tisto, kar nas spremlja ves čas in na to se človek praviloma prej ali slej adaptira, se nauči, kako s tem funkcionirati. Včasih ljudje, ki s tem nimajo izkušenj, dobijo vtis, da je to potem edini vidik našega življenja. Ampak praviloma pri večini redkih boleznih, ko se naučimo obvladovati njene značilnosti, ko se naučimo funkcionirati s tem stanjem, je to samo del našega življenja. To je, če izhajam iz sebe, to je samo del moje osebnosti, ki pa seveda vpliva na to, kako funkcioniram, življenje si moram organizirati drugače, ampak tudi tako lahko poiščem izzive. Zdaj, moje obolenje, mišična distrofija, me sicer gibalno zelo omejuje, ampak mi je pa vendarle pustila dovolj svobode. Lahko sem doštudirala, lahko delam, sem zaposlena, torej se lahko na nek način samo uresničujem na različnih področjih, kjer ta fizična moč ni tako pomembna. Je pa res, da ljudje se z različnimi situacijami soočajo različno, tako da je pač vsak mora poiskati svojo pot. Ampak ko se nekako navadimo obvladovati te glavne značilnosti obolenja, ko se naučimo funkcionirati, se odprejo pa potem še tiste druge možnosti v življenju. In verjetno bi večina ljudi z redkimi boleznimi, če bi jih vprašali, vam povedala, da redka bolezen oziroma naše zdravstveno stanje ni nekaj, o čemer razmišljamo ves čas. To je pač nekaj, kar nas spremlja, ampak s tem se naučimo živeti. Kako pa vam je pri tem v oporo zdravstveni sistem v Sloveniji? Kako bi ocenili dosežke slovenske medicine? Vam ta predstavlja podaljšano roko pri premagovanju bolezni? Kateri so morda tisti izzivi, za katere bi si želeli, da bi jih v samem sistemu presegli in vam tako olajšali življenje? Tu bom izhajala z področja mišičnih oziroma živčno-mišičnih obolenj, ker pač te poznam. Težko govorim za prav vse diagnoze, glede na to, da govorimo o redkih boleznih, seveda vemo, da se vsak zdravnik z njimi v svoji karieri ne sreča, zato običajno ljudje se v prvih letih soočajo s težavami pri dobiti pravo diagnozo, torej diagnostika je seveda razumljiva, nekoliko težja pri tistih diagnozah, ki se res pojavljajo izjemno redko. Če pa se osredotočim na področje mišičnih in živčno-mišičnih obolenj, pa moram reči, da Slovenija vendarle ni tako zelo, tu področje ni tako zelo slabo. No, zdaj, v zadnjem času poslušamo v medijih predvsem o tem, kaj vse je narobe z javnim zdravstvom, ampak vendarle si moramo priznati, da v Sloveniji imamo kar nekaj vrhunskih strokovnjakov, specialistov, ki nam nudijo ustrezno obravnavo, pa da tudi Slovenija, kljub temu, da ni mogoče ekonomsko najmočnejša država v Evropi, vendarle omogoča vse za te naše diagnoze, da imamo dostop do tehničnih pripomočkov, kot so recimo električni invalidski vozički z raznimi dodatnimi nastavitvami, pa da tudi to bi želela izpostaviti, počasi prihajajo na trg zdravila za redke bolezni, na področju naših diagnoz, recimo obolenje
spinalna mišična atrofija. Vemo, da so zdravila za redke bolezni praviloma izjemno draga, pa vendarle slovenski pacienti so dobili priložnost dostopa do tega zdravila med prvimi državami v Evropi. Torej, marsikatera bogatejša država je kasneje uvajala zdravljenje. Slovenski otroci s spinalno mišično atrofijo so bili praktično takoj vključeni v zdravljenje, slovenski odrasli s spinalno mišično atrofijo pa tudi relativno hitro v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Tako da moramo priznati, da slovenski zdravstveni sistem vendarle ni tako slab, da nam gre tudi v tem pogledu naproti. Seveda pa vsi pričakujemo zdravstveno reformo in upamo, da bo tovrsten posluh ohranjen tudi v bodoče in da bo pristop vendarle tako kot doslej usmerjen predvsem v pacienta in manj v ta ekonomski vidik. Predstavili ste prav realno podobo našega zdravstva, za katero se zdi, da jo resnično preveč poredko, da zanjo preveč redko slišimo. Pa morda bi se navezala še na področje rehabilitacije. Kako pa je na področju rehabilitacije? Res je, rehabilitacije lahko po skupinah razdelimo na tiste, ki so namenjene recimo zaposlitveni rehabilitaciji oziroma poklicni rehabilitaciji. Danes pa, ko je takšen dan, se bom pa osredotočila na področja zdravstvenih rehabilitacij. V Sloveniji imamo skupinsko obnovitveno rehabilitacijo. To je poseben program, ki je namenjen določenim skupinam zavarovancev z najtežjimi oblikami invalidnosti ali kroničnih obolenj. In ravno ta pravica, ki smo jo praktično razvili v 30 letih, smo jo uspeli pred dobrim letom uvrstiti tudi v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Torej so te skupinski programi obnovitvene rehabilitacije, usposabljanja otrok in mladostnikov za obvladovanje kroničnih obolenj in zdravstvena letovanja otrok, ki se soočajo s težjim zdravstvenim stanjem. Ti programi so sedaj urejeni tudi v zakonu. Je pa res, da so se doslej izvajali ti programi samo na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ustavno sodišče je ocenilo, da je to premalo. Tako da zdaj, ko je zakonska ureditev, je potrebno urediti še podzakonski predpis, ki bo uredil sam način izvedbe. Tako da upamo, da bo tudi v prihodnje ta program potekal tako kot doslej, saj se je izkazal kot zelo pomemben za vse zavarovance s temi diagnozami in prinaša res pomemben doprinos k boljšemu zdravstvenemu stanju in preprečuje poslabšanje invalidnosti oziroma kroničnih obolenj. Morda še eno vprašanje, da vas vendarle ne bom spraševala zgolj o bolezni ter o sistemu povezanem z obvladovanjem bolezni. Nam lahko morda zaupate, kaj vas najbolj veseli v življenju, kateri so ključni izzivi, ki vam lepšajo sleherni dan, kaj je tisto, nad čemer se najbolj navdušujete? Mene najbolj navdušuje, kadar lahko sodelujem z ustvarjalnimi ljudmi, ki imajo neke jasne cilje, sploh kadar so ti naši cilji povezani in da skupaj premaknemo kakšno stvar, da lahko organiziramo kakšno aktivnost, da dosežemo nek skupen cilj in da s tem nekako prispevamo k napredku vse te naše ožje skupnosti ali pa sicer verjetno tudi družbe nasploh. Navdušuje me predvsem ustvarjalnost, ki jo vidim v drugih ljudeh, njihove ideje, njihov entuziazem pri uresničevanju teh ciljev. To me vedno motivira, da skušam sodelovati tudi jaz.